Lep dober večer in dobrodošli znova v moji družbi. Začnimo teden z Lili Surom. Ima danes prav posebno temo. Postavite sebe na enakovredno mesto. Veliko govorimo o tem, da bo leto 2023 leto osebnostnega razvoja, osebne rasti, duhovne rasti, ampak a ni pravzaprav celotno življenje pravzaprav osebnostni, duhovni razvoj, čustveni razvoj. Vsi si želimo delati na sebi, biti boljša oseba, kot smo bili, biti bolj uspešni. Vsi smo včasih v precepu, a biti zdaj duhovni, a biti materialni, a smo sebični, a kaj je zdaj, a smo mi tudi narcis. Veliko je govora o veliko tem. Na koncu dneva včasih pademo tudi v to miselnost, prvo jaz, potem pa dolgo časa nihče, potem pa mogoče še kdo. In to ni nič drugega kot nas lastni obrambni mehanizem. To pomeni, da smo bili prizadeti, da imamo občutek, da smo bili izigrani, da se nam je zgodila krivica in tukaj in sedaj se ne bomo postavili še enkrat v tako situacijo, kjer bi bila možnost, da bi bili mi še enkrat prizadeti. A vam to zveni kaj zdano, dragi moji? Vsi smo bili kdaj tam, vsi smo bili kdaj, zdaj pa nikoli več. Vsi smo bili kdaj v tej energiji, zdaj imam pa dost. In tega zdaj imam pa dost je bilo kar veliko že v letu 2022. Ampak kaj pa zdaj? Ok, tega imamo dost. Kaj bomo zdaj s tem tega imamo dost naredili, pa je ključnega pomena. In jaz velikokrat ponavljam, pomembno je, da znamo sebe postaviti na enakovredno mesto. Smo si vsi enaki? Ne. Prav je, da smo si različni. Iz nasproti se vendarle učimo. Če vedno počnemo isto, če se vedno pogovarjamo isto, če smo vedno obdani z ljudmi, ki počnejo isto kot mi, bomo težko našli prostor za rast. Bomo težko našli neko sfero, kjer bi lahko neznano raziskovali, če je vendarle vse vedno isto. Torej, dragi moji, bodimo pustolovci. Raziskujmo sebe, raziskujmo druge, raziskujmo vsa nasprotja. Kar v teoriji verjamem, da smo kar odprti temu, a ne, smo radovedni, smo firpčni, imamo se za nekako razgledane ljudi, radi brskamo po socialnih omrežjih, strašno radi očitno klikamo na škandalozne naslovnice, radi se zgražamo nad drugimi, radi tudi druge sem pa kaj kritiziramo. Ampak kje pa smo mi? Ali se pri tem postavljamo nad njih, ali se postavljamo pod njih? Kje pravzaprav v življenju ste vi? Kako vi sebe vrednotite? Kaj vi o sebi menite? In veste, velika večina ljudi, če ne kar vsi, tisti, ki se zelo trudijo dokazati, da so samozavestni, veste, tako cool, da lahko tudi koga malo pretepejo, da dokažejo, da so cool. Sprav, vsi tisti, ki uporabljajo fizično moč za to, da dokažejo, koliko imajo oni prav. Vsi tisti, ki so agresivni v komunikaciji, kar ni nujno samo fizična moč, kar je tudi vpitje, kar je tudi čustvena manipulacija, kar je tudi siljevanje, kar so tudi grožnje, če tudi morda niso takole direktne, ampak vi že veste, kaj se bo zgodilo, če ne bo tako, kot ta oseba hoče. Vse to je pravzaprav agresija. In vsi ti ljudje, dragi moji, se dajte zavedati, izhajajo iz lastnega strahu. Nihče, ki je resnično zrel in močan in v svojem bistvu, v svojem stebru, niti najmanjše potrebe po temu, da bi vam grozil, da bi vas prisiljeval, da bi se hvalisal, da bi se nekako postavljal pred drugimi, nima. Le zakaj bi jo imel? Če je stabilen v svojem obstoju. Če je, kdor je. Zakaj bi vas jaz prepričevala, da imam na sebi bluzo črno z belimi pikami, če jaz vem, da imam na sebi bluzo črno z belimi pikami? Kaj bi imelo tega, da zdaj vas v to prepričujem? Vi morda oddaleč jo vidite kot črno, morda vidite te pikice kot črtice, morda jih vidite kot križce, morda vaša domišljija naredi iz teh pikic zvezdice in se vam zdi tale bluzica kot nočno nebo, zvezdice, samo še luno rabimo, to je lahko moj obraz. Zakaj bi imela potrebo, da vas prisilim v to, da menite, da je ta bluza črna z belimi pikicami? Kaj imam od tega? Je moje življenje kaj drugačno? Je vaše življenje kaj drugačno? In potem pridemo do tega, ampak jaz imam prav, ampak jaz vem, da je res temu tako. Tudi to je potreba ega in ne ljubezni in ne luči in še najmanj razvoja.
Morda vi rabite videti tukaj križec, ali zvezdico, ali srček. Zato, ker je to sporočilo vam. Ste morda kdaj tako pomislili na naše razlike v mnenjih? Ko pogledamo v zvezdnato nebo, eni vidijo zvezde, drugi vidijo oblike, tretji ne vidijo nič. Z nobenim pogledom na zvezdnato nebo ni nič narobe. So si pa različni. Ker nas znova pripelje do tega, smo si različni, bodimo si enakovredni. Torej, kdorkoli vas želi v nekaj prisiliti, kogarkoli vidite, da izhaja iz agresije, da izhaja iz te prepotentnosti, bo rekla celo vulgarnosti, se dajte spomniti, da izhaja iz lastnega strahu. In ne zapadajte v isto čustveno, energijsko vibracijo, ne se kregati nazaj, ne se jih bati, ne biti jezni nazaj. Oni pravzaprav s tem potem posrkajo vašo energijo. To je sicer malo bolj tema namenjena čustvenim vampirjem in narcisom, morda tudi na to temo naredimo oddajo, ampak ostanimo pri temi, ki smo jo načeli. Enakovredni ste tudi tistim osebam, katere menijo, da ste za nič. Tudi tistim osebam, katere morda menijo, da ste nič vredni. Tudi tistim osebam, katere menijo, da so pa one, in sploh the best, vi ste pa res tam dol nekje. Mislim, kako ste se vi kdaj naučili sploh hoditi, to je čudež. Tuje mnenje vas ne spremeni. Tuje mnenje je samo misel. In tuje mnenje se lahko spremeni. Vaše mnenje, kdo ste vi, je tisto, ki je ključno. Kajti, ko vi menite, da si nečesa ne zaslužite, boste točno to ustvarjali v življenju. Saj vemo, nekaj lepega nas lahko udari po glavi, lopne nas lahko po čelu, pa če mi nismo v tej energiji, da menimo, da si to zaslužimo, tega ne bomo sprejeli. In to pišejo v knjigah, to velikokrat slišimo, jaz verjamem, da vsi vemo. Ampak kako zdaj iz tega začaranega kroga ven? Najprej tako, da se nehamo ukvarjati z drugimi. Najprej tako, da si rečemo, ko nas komentar, ko nas dejanje, pogled, energija druge osebe zaboli, se zavedajte, da se imate pravico odmakniti od toksičnih odnosov. In danes, če primerjamo pogovore, teme, bom rekla samo vzdušje v družbi, pred 10 leti, pred 20 leti, danes smo v zelo drugačnih energijah. Danes smo v zelo drugačnih konceptih. Danes se veliko govori o narcistični motnji, o tem, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je zloraba, kaj ni zloraba. Torej, poiščite literaturo, ki vam lahko pri tem pomaga. Poiščite predavanja, ki vam lahko pri tem pomagajo. Danes je toliko gradiva na internetu. Predvsem pa se odločite, da boste nehali vi sami sebe dajati v nič. Nečesa ne znate? Nič hudega. Kdo zna vse? Pokažite mi nekoga na tej zemlji, na tem planetu, v zgodovini človeštva, ki resnično zna vse in vse zna narediti super tipi top. In če vam je nekdo prišel na misel, raziskujte toliko časa, da boste našli neko področje, v čemer ta oseba ni dobra. Kajti to je človeško. Tudi ko smo hodili v osnovno šolo, nekateri so bili super pri slovenščini, nekateri pri matematiki, nekateri pri tujih jezikih, nekateri pri kemiji. V življenju ni nič drugače. Smo si različni, smo različno sposobni, smo si pa tudi enakovredni. Torej, sebe boste postavili na enakovredno mesto točno s to miselnostjo. Smo si različni, pa zato ni eden boljši kot drugi. Zato ni eden več vreden kot drug. In ko boste vi v tej energiji, se bo tudi vaš energijski zapis spremenil. In ljudje, ki jih lahko označimo kot bulije, takšni, ki radi ustrahujejo, v bistvu od vas ne bodo dobili to, kar so dobivali prej in bo to ratalo dolgočasno. Ljudje smo bitja zaznav, smo bitja energij. In verjemite mi, 20 let delam z vami. V zadnjih nekaj letih svetovanj na področju odnosov, kompatibilnosti, na področju komuniciranja je bilo ogromno. Ogromno vas je prišlo k vam, ogromno zgodb sem slišala, ogromno, bom rekla, tipičnih čustvenih manipulacij in vampirjev je v naših življenjih. Ogromno ljudi pride in vas pogleda in ste za njih kot čokolada. Pa se mi nasmejite, ko vam to rečem. Ste lučka.
dajete svetu toplino, kreativnost, nekaj lepega, nekaj dobrega. Nekdo, ki to želi, ste mu kot čokolada. Knjiga Čustveni vampiri, ki lahko dobite tudi na moji spletni strani, to fenomenalno opiše. Ljudje, ki tako funkcionirajo, pač tako funkcionirajo. Njihovi možgani so drugačni, njihovi čustveni odzivi in vzgibi so drugačni. Njim smo samo baterija. Torej vas zdaj vprašam, ali je to to? Ste se zato rodili, da boste nekomu baterija, da boste nekomu predpražnik, da boste nekomu boksarska vreča? Ste se rodili, vas je mati povila in se dejala krasno. Ko bo moj otrok odrasel, bo druge filal. Ali si je za vas želela, da bi bili srečni, da bi bili uspešni? Morda vas ni razumela, ne rečem, obstajajo tudi toksični odnosi z materijo ali začeti. Ampak na koncu dneva, veste, je najbolj pomembno, da vaš odnos z vami ni toksičen. Da vi do sebe niste žaljivi, da vi sami sebe ne dojemate kot manj vredne in da se vi sami do sebe ne obnašate tako. Kdo premakne tiste meje, za katere smo vsi potem frapirani? Pa gledamo zgodbe na socialnih omrežjih, pa po televiziji, ko se ljudje čudežno poberejo po nesreči, po poškodbi, po izgubi, ko zgubijo roko, pa še vedno funkcionirajo, ko zgubijo obe nogi, pa zmagajo na olimpijadi. To so ljudje, ki sami sebe prav gotovo ne dajajo v nič. Torej, dragi moji, tudi vi ne počnite tega. In kot vedno, tudi tokrat nam bo priskočila na pomoč numerologija. Torej, naredili bomo hiter pregled od 1 do 9, na katerem področju si boste morda najhitreje lahko sami pomagali, da dobite svojo samozavest. Vaše število življenjske poti si lahko že zdaj le pogledate, tisti, ki spremljate prvič. Toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Če dobite vmes 11, 22, 33, to res, da so mojstrska števila, ampak v tem primeru, da ne bomo predolgi, bomo gledali samo seštevek. Torej, enke. Načeloma ste zelo samozavestne, zelo neodvisne. Pravzaprav je vas za vprašati, ali se vam zdi morda bolj varno, saj bom vse sama naredila, ker jaz prej naredim, pa dobro naredim, preden drugim razložim, kaj rabim. Vam je to kaj poznano? Velikokrat tiste osebe, ki mečkajo, ki so neodločne, niso osebe, s katerimi bi bili vi najbolj kompatibilni. Pomembno pa je, da sami do sebe niste preveč zahtevni, kajti tudi na ta način sebe ne postavljate na enakovredno mesto, kajti sebe gonite preko vseh možnih meja zmožnega, medtem ko drugi sedijo in kavo pijajo, ker vendarle lahko se boste vi vse naredili. Se pravi, sebe boste postavili na enakovredno mesto, takrat, ko se boste pravzaprav naučili izprečiti. Drage dvojkice, za vas je enakovredno mesto včasih lahko kar velik izziv. Namreč, tisti, ki imate število življenjske poti 2, zelo radi razumete druge. Dvojkice ste zelo družabne osebe, razumevajoče osebe, potrpežljive osebe, zato sebe zelo rade postavljate na drugo mesto. Še enkrat bom rekla, bistvo ni, da sebe postavimo na prvo mesto, bistvo je, da sebe postavimo na enakovredno mesto. Se pravi, ni treba biti drugi osebi enak. Ne rabite se z drugo osebo strinjati. Ne rabite počakati, kaj bo druga oseba rekla, da boste podrekli, prav imate, jaz tudi tako mislim. Popolnoma pravilno je, da poveste svoje mnenje, če tudi je drugačno od mnenja vašega sogovornika. Ne se bati drugačnosti v svojem življenju. Ne se bati ljudi, ki so na videz močni in agresivni v komunikaciji. Tako boste sebe postavili na enakovredno mesto. Tako morda ne bom tolikokrat od vas slišala, da imate občutek, da ste predpražnik. Se pravi, ne boste postavljeni v situacijo, ko bo nekdo svoj gnev, pa svoje težave, pa svojo jezo stresal na vas, namesto da bi težave reševal tam, kjer so se pričele. Torej, dragi moji, bom čisto po domače rekla, sebe boste postavili na enakovredno mesto, ko ne boste več kanta za smeti za okolico. Kar pomeni, da morda bo potreba okolico spremeniti. Število življenjske poti 3. Trojkice, poslušajte tudi razlagi za dvojkice, kajti zelo podobno velja tudi za vas. Ste ustvarjalni, ste kreativni, vas je potrebno opozoriti, da domišljijo je potrebno včasih tudi malo krotiti, kadar zbezljava v negativni smeri. Se pravi, ni konec sveta, če se vam je nekaj ponesrečilo, ni konec sveta, če niste tako zelo uspešni ali na tak način, kot menite, da bi mogli biti uspešni.
Torej, ta trojka vam da veliko ustvarjalne energije, ki pa seveda gre lahko tudi v negativni, bolj pesimistični smeri. Kadar se vam to zgodi, je preprosto potrebno sebe ustaviti. Ustaviti in početi nekaj drugega. Torej, sebe boste postavili na neko vredno mesto, ko boste ta tok misli, ta tok domišljije, ta, bom rekla, poriv zajezili. Včasih ne bo šlo takoj, včasih vas bodo resnično čustva tako zelo prevzela, da bo vse bed, vse bo ne, vse bo grozen, ampak spomnite se, da življenje je lepo. Pravzaprav to je vaša naloga, to je vaše poslanstvo v tem svetu, zato ne pozabite sami sebe razsvetliti z isto resnico. Življenje je lepo. Število življenjske poti 4. Ste osebe, ki potrebujete varnost, zato včasih iščete v rutini, zato mnogokrat vztrajate v službi, v odnosu, v navadi, v načinu življenja, ki za vas ni najboljši. Torej, še vedno je bolje vrabec v rokah kot golob na strehi. Je miselnost, ki vas nekako potiska ven iz položaja enakovrednosti. Ste zanesljivi, zato bodo določeni ljudje ravno to vašo čudovito lastnost izkoriščali, ker bodo vedeli, da boste vi še vedno tam. Se pravi, tudi če bo njihova komunikacija neprimerna, tudi če bo plačilo neprimerno in tako naprej, nekako še kar verjamejo, da štirkice bodo tam, saj so marljive, poštene in tako naprej. Nekateri bi temu rekli tudi trmaste. Torej, včasih greste tudi sami sebi v škodo. Na enakovredno mesto z drugimi se boste postavili takrat, ko boste od drugih pričakovali isto kot od sebe in če tega ne boste dobivali, boste svoje standarde spremenili. To ne pomeni zob za zob, to še nikoli ni prineslo dobrih rezultatov, pomeni, da se boste odmaknili iz tiste službe, ki je do vas krivična, kjer ste vedno vi tisti, ki dela nadure, vedno vi tisti, ki dela čez praznike in tako naprej. Se pravi, vseh tistih situacij in odnosov, kjer imate občutek, da ste manj vredni in nespoštovani, je vaša naloga, da greste ven in da najdete koncepte, ki so veliko bolj uravnoteženi. Tako boste sebe postavili na bolj enakovredno mesto. Ne s tem, da boste še bolj pridni, pa še bolj marljivi, pa se boste še bolj odpovedali dopustu, prostim uram in tako naprej. Mogoče pa ravno obratno velja za število življenjske poti 5. Drage petice, ste dinamične, ste odprte, rabite svobodo. Rabite dihati. To je včasih lahko velik izziv. V današnjem tempu, v današnji miselnosti je to lahko zelo velik izziv ali pač. Ste oseba, ki ne obsoja drugačnosti, ste oseba, ki je pravzaprav radovedna in drugačnost rada raziskuje. Ste oseba, ki rada eksperimentira, rada poskuša. Zato vsi tisti, ki se morda počutijo zatirane, kritizirane, se načeloma v vaši družbi počutijo varne. Torej, z tega vidika bi lahko rekli, da ta koncept enakovrednosti obvladate, ampak ga vi darujete. Se pravi, vi se ne boste ukvarjali s tem, kaj je na moji srajci. Vi se boste ukvarjali mogoče s tem, kje bi vi dobili še bolj odštekano srajco. Torej, sebe boste postavili na enakovredno mesto takrat, ko se ne boste odzivali na to, kar vidite, ampak da boste svoje ideje, svoje zamisli našli v sebi. Torej, ko boste v sebi vedeli, kaj je tisto, česar si vi želite, a je to zdaj srajca, pulover, a mora biti barvna, a mora biti pikasta, a mora biti črtasta, oziroma zakaj ni vsak dan drugačna. Torej, to lastno drugačnost, ko jo boste živeli na polno, takrat boste sebe postavili na enakovredno mesto. Število življenjske poti 6. Drage šestice, za vas je zelo značilno, da tako zelo ljubite tiste, ki so vam najdražji, da sebe tudi postavljate na drugo mesto, sebe prilagajate, točno veste, kaj je od druge osebe najljubša pesem, barva, torta in tako naprej. Zato jaz vas vprašam, kaj je vaša najljubša barva, torta, glasba, počitnice. Tako boste sebe postavili na enakovredno mesto, ko boste sami sebi posvečali enako količino ljubezni, pozornosti, časa, denarja, razumevanja, sočutja, znanja in tako naprej kot drugim. Tudi tako kot za vse nas velja, pravzaprav gre za uravnovešanje energij. Leto 2019 do 2024 so za vse vas zelo ključnega pomena, veliko delate na ljubezni do sebe, ki pa se seveda pričenja s tem, da sebe najprej poznate. Torej, sebe boste postavili na enakovredno mesto ravno s tem, da boste sebe spoznali. In verjamem, da splošen odgovor, kot želim si ljubezni, dom, družino, neko stabilnost, neko domače okolje, to meni veliko pomeni, je že res, definirajte, kaj to pomeni. Kajti nekaj je biti poročen, drugo je imeti srečen dom. Nekaj je biti zaposlen,
drugo je biti izpolnjen v svoji službi in tako naprej. Torej, sebe boste postavili na enakovredno mesto ravno s tem, da boste bolj jasno definirali, kaj je tisto, kar je za vas ljubeče, da boste vi lahko močni in ljubeči do drugih. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, zelo znate biti analitični, zelo znate preceniti stvari, oceniti stvari, zelo ste natančni in se včasih seveda posledično posvetite tisti, bom rekla, podrobnosti, ki morda ni najbolj ključna. In še s komarkoli od vami sem delala na svetovanjih, vsi mi poveste isto in mi pritrdite, prezahtevni ste do sebe. Vi pa pravzaprav ravnovešate standarde in pričakovanja, ki jih imate do sebe, ki so običajno mnogo bolj strogi kot do drugih. Je že res, da v vaši bližini nekako si vsi želimo biti bolj kvalitetni, bolj pridni, bolj natančni, bolj vestni, ampak kolikokrat vi sebe pohvalite za to in kolikokrat druge. Kolikokrat prepoznate napredek ali prepoznavate samo, kaj je še potrebno popraviti. To je sicer super, bili bi izvrsten terapevt, izvrsten učitelj, kajti to je dar, ki ga ti poklici potrebujejo. Kaj je narobe, to bomo popravili. Kaj ni dovolj dobro, to bomo izboljšali. Ampak, tako kot smo veseli, ko dobimo 5 ali 10, ko naredimo diplomo, ne pozabiti sami sebe vmes pohvaliti, ne pozabiti sami sebe vmes objeti in biti sami do sebe čustveni. Se pravi, s to ljubeznijo, s to pozornostjo, z vsem tem, kar se morda na prvi pogled zdi otročje ali pa primerno za otroke, tako boste sebe postavili na enakovredno mesto. Tako boste vi resnično vi. Tako boste vi tudi sami do sebe bolj strpni in tako boste končno tudi vi sami na sebe ponosni. Kajti dokler vi niste sami na sebe ponosni, je popolnoma vseeno, kaj vse ste se naučili in kaj vse ste dosegli. In podobno, zelo podobno velja tudi za število življenjske poti 8. Drage osmice, in duhovno in materialno bi vam moglo iti takole. Veste se rodile za uspeh. Pa veste, koliko 8 pride k meni pa reče, komaj plačam položnice. In vedno pridemo nazaj do istega odgovora. Lastna vrednost. Beseda vrednost meni ni všeč. Vrednost gre lahko tudi v negativo, tako kot tudi naše stanje na bančnem računu. Lastna dragocenost. Se pravi, 8 ne sebe vrednotiti glede na merilo vašega uspeha, ne sebe vrednotiti glede na vse, kar ste uspešno dokončali. To ni vaš poraz. To je en projekt, ki vam ni uspel. Se pravi, če ste v osnovni šoli dobili pri matematiki enkrat cvek, to ne pomeni, da ste neumni, to ne pomeni, da se ne boste nikoli matematike naučili. Pomeni, da ste na enem testu dobili cvek. Mogoče ste bili ravno bolani, mogoče ste manjkali pri tej snovi, mogoče vam je ravno kar umrl kuža, pa ste zelo žalostni. Veliko je dejavnikov, ki je lahko mogoče botrovalo temu cveku, ne glede na vašo sposobnost, ne glede na vaše znanje, ne glede na vaše učenje in v življenju je isto. Velikokrat se nam nekaj ne posreči zaradi zunanjih dejavnikov, zaradi mogoče časovnice, ne zaradi vaše nesposobnosti. Torej sebe boste postavili na enakovredno mesto, ko se boste nehali ocenjevati na podlagi finančnega, čustvenega, takšnega in drugačnega uspeha. Ampak, ko boste definirali, kaj uspeh za vas je, ko boste dejansko zbalansirali tako zgoraj, tako spodaj, se pravi dejanje in sprejemanje. In ko od sebe ne boste prehitro zahtevali rezultatov, takrat boste na enakovrednem mestu. In še število življenjske poti 9. Drage 9, so čutne, odprte, čustvene in naberem za sebe včasih zelo prestroge, včasih krepko premalo prestroge. Torej tudi v vašem primeru govorimo enostavno o balansiranju energij. Kaj je tisto, kar je za vas sprejemljivo, kaj je tisto, kar je za druge sprejemljivo, kaj je tisto, kar vi lahko storite, kaj je tisto, kar drugi lahko storijo. Včasih, zdaj ne govorim, da imate dvojna merila, imamo jih pravzaprav vsi, včasih se to, kar od drugih sprejemamo in dopuščamo, pa naj gre zdaj za agresivno komunikacijo, za žalitve ali za to, da smo zelo preobčutljivi na karkoli nam rečejo, zelo drugače od tega, kar mi dajemo in kar se nam zdi sprejemljivo, da lahko od sebe spustimo.
Se pravi, sebe boste postavili na enakovredno mesto, ko boste ti dve energiji si med seboj podobni. Ko boste vi dajali določen način komunikacije in ga boste sprejemali. Ko boste vi dajali določeno količino energije, pozornosti, denarja, ljubezni in tako naprej in to tudi sprejemali. Zato pa je zelo pomembno, da presežete eno vam zelo lastno karakteristiko. Ne posploševati. Za devetke je značilno, da ko se jim zgodi enkrat nekaj, zelo radi rečejo, vedno bo tako. Se pravi, če je bil tale jogurt za nič, če je vaniljev jogurt, ki sem ga jedel od določene firme za nič, pomeni, da bodo vsi vaniljevi jogurti za nič. In potem pridemo do izjav, vsi moški so enaki, vsi ženske so enaki, vsi šefi so takšni in tako naprej. Fejte ven. Fejte ven iz te velike gomote in začnite iskati podrobnosti. Se pravi, ne gledati bluze, ampak vsako pikico posebej, kajti dve si nista enaki. Tako boste sebe postavili na enakovredno mesto. Z individualnostjo. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz verjamem, da smo se pri vsaki točki malo našli. Jaz verjamem, da pač ta proces postavljanja sebe na enakovredno mesto, ta proces postavljanja sebe nekako v svet, ni enostaven. In da v vsaki situaciji seveda delujemo drugače. Da v vsaki situaciji delujemo na sebi lasten način. V vsaki situaciji imamo na drugi strani drugačno osebo. Zato se velikokrat zgodi, da z nekaterimi se kar ujamemo, brez konfliktov se lahko zmenimo, kar misli si beremo, smo si zelo usklajeni, z drugimi pa včasih ne. Drugi se nas pa kar takole držijo, pa nas ne spustijo, pa nikakor ne pridemo ven iz nekega koncepta, ki se nam je tako zelo vsadil v naš Vsem nam daj življenje ponagaja, tako kot nam tudi včasih grafika ponagaja. A je to konec sveta? Ne. A to pomeni, da nič, kar sem v tej oddaji povedala, je zdaj brez veze? Je nevredno? Ne. Pomeni, da je ta devetka morda dalj časa gor, kot bi sicer mogla biti. In zdaj imam jaz izbiro, ali bom iz tega naredila celo dramo, ali si bom rekla, ok, devetka je za menoj, čeprav ji ni treba biti. Čau. A ste videli? Ko stvari prepoznamo, včasih izginejo. Tudi ko sami sebi dovolimo, da povemo, da nas je nekaj zmotilo, da nas je nekaj pojezilo, lažje zatihamo. Ob konceptu enakovrednosti bi namreč izpostavila tudi koncept brezpogojnosti. Veliko govorimo o brezpogojni ljubezni, veliko govorimo o tem, da po eni strani imamo previsoka pričakovanja, zato ker imamo taka pričakovanja, smo potem prizadeti, po drugi strani, če imamo nekoga radi, ga moramo brezpogojno sprejeti. A veste, jaz verjamem, če bi skozi vaša vrata prišel Hitler za eno ogromno brzostrelko, da ves ta klepet o brezpogojnosti in o sprejemanju bi v istem trenutku izpuhtel, razen če ste njegov velik oboževalec. Velikokrat v življenju imamo na drugi strani zelo toksično osebo, ki je lahko dejansko nevarna, čeprav nima brzostrelke v rokah. Velikokrat že samo to, da sebi dopustimo reči ne, da sebi dopustimo reči ni mi to všeč, povzroči, da se stvari takole spremenijo in razblinijo, kot se je devetka. Včasih ta strah v nas, včasih ranjen otrok v nas, včasih določene izgube, razočaranje, ki so še vedno čustveno prisotne v naši podzavesti, enostavno potrebujejo našo pozornost za tisti droben hipec. Tako, kot sem se jaz obrnila k devetki. Brez obsojanja, brez jeze, brez slabe volje. Včasih je največ, kar lahko naredimo to, da prepoznamo stvari in si rečemo, tako pač je, v tem trenutku. Tudi tako se postavimo na enakovredno mesto. Tako pač je. Kaj bom pa zdaj s tem naredila, je pa moja izbira. Se pravi, če v tem trenutku so vaši odnosi v slabšem stanju, kot si želite, če v tem trenutku so odnosi v službi v slabšem stanju, kot si želite, je plačilo v službi v slabšem stanju, kot si želite in tako naprej, da ne bom predolga, tako pač je v tem trenutku. Prvi korak je sprejemanje in na to se vprašajte, kaj bom storila, kaj bom storil, da bom to spremenila oziroma spremenil in se bom postavil na enakovredno mesto. Se pravi, vi izbirate. Ne bodite vi na izbiro. Še ena zelo zanimiva podobna oddaja se nam obeta naslednji teden. Puščam vas nestrpnosti. Puščam vas v pozitivnih energijah in vam želim, da prepoznavate luč in ljubezen in svojo lastno dragocenost v prav vsaki situaciji. Se vidimo naslednji ponedeljek.